Lepo pozdravljeni. Šmarješki občinski svetniki so se na zadnji redni seji seznanili z informacijo o poteku tretje razvojne osi v srednjem delu med Štajerskim in Dolenjskim avtocestnim krakom. Državne prometnice, ki si jo v nekaterih dolenjskih in posavskih občinah močno želijo, ne pa tudi v Šmarješki, tam kot kaže vendarle ne bo. Spomnimo, že v prejšnjih sklicih občinskih svetov so se šmarješki občinski svetniki večkrat odločno izrekli proti takrat načrtovani umestitvi tretje razvojne osi. Nazadnje so se nekdanji v državnih študijah najustreznejši različici, ki je potekala prav prek občine, enotno zoperstavili februarja 2020. V nobenem primeru ne bomo pristali, da bi tretja razvojna os v bistvu presekala tako čudovito okolje in v tem primeru seveda bi lahko pozabili na nadaljnji razvoj kmetijstva, gostinstva, turizma. V Šmarjeških Toplicah so bili, tako kot že nekajkrat predtem, tudi takrat neomajni. Tretje razvojne osi zagotovo na območju občine Šmarješke Toplice nikoli ne bo. Z nekaterimi novostmi glede predvidenega poteka srednjega dela tretje razvojne osi so se aktualni svetniki seznanili na zadnji redni seji. Po gradivu, ki smo ga prijeli na občino in po pogovoru z skupnostjo 10 županov, ki so podpisali sporazum, je zdaj pravzaprav že več ali manj jasno, ali pa bom rekel v celoti usklajena trasa te tretje razvojne osi in lahko sem povem, da smo zelo zadovoljni, da tretja razvojna os v celoti se izogne naši občini. Srednji del državne ceste je ta čas sicer še v fazi načrtovanja. Do sprejetja državnega prostorskega načrta, s katerim bo del tretje razvojne osi, ki je buril duhove v šmarješki občini, dokončno postal brezpredmeten, bo tako preteklo še kar nekaj vode.